Spoštovani vsi prisotni, tako virtualno kot tudi realno, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Dovolite, da se najprej zahvalim za prijazno povabilo in da najprej povem, da mi je v veliko čast, da sem lahko danes tukaj na tiskovni konferenci in da pravzaprav prenesem dobro novico. Zakaj dobro novico? Torej kot zdravnica, infektologinja s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Ljubljani v teh res težkih časih ne morem govoriti o kakršnikoli dobri novici. Kot profesorica na Medicinski fakulteti Univerze Ljubljane, ki tudi vodim študente medicine, svetovalce po telefonu v klicnem centru Koronavirus Vlade Republike Slovenije, pa pravzaprav menim, da je ponovna vzpostavitev in delovanje klicnega centra dobra informacija, saj prinaša pozitivno sporočilo. Kako je to mogoče? Torej, klicni center Koronavirus je začel delovati 5 dni po odkritju prvega COVID-19 bolnika v Sloveniji, deloval je ves čas epidemije in še čez. Klicni center je prejel več kot 50.000 vprašanj oziroma klicev prebivalk in prebivalcev Slovenije v tistem spomladanskem času in mirno lahko trdim, da si je klicni center takrat pridobil zaupanje prebivalk in prebivalcev Slovenije, je to zaupanje vzdrževal ves čas svojega delovanja in mirno lahko trdim, je to zaupanje tudi obdržal v tem jesenskem času. Kako to vem? Uradna napoved za delovanje klicnega centra je bila izdana prejšnji ponedeljek, 19. oktobra ob 11. na temle mestu na tiskovni konferenci. Že 3 ure prej, med 8. in 11. uro, pa smo prejeli skoraj 150 klicev klicateljev, torej še pred uradnim začetkom, kar pomeni, da so si ljudje zapomnili telefonsko številko iz spomladanskega časa in si tudi zapomnili, da je zaupanja vredna. Namreč osnovni namen tega klicnega centra spomladi, ko smo se borili ne zgolj proti epidemiji, ampak tudi infodemiji, poplavi najrazličnejših informacij, je bil, da prinesemo ljudem zanesljive, preverjene in ažurirane informacije na način, seveda, ki je ljudem dopadljiv, razumljiv, individualen, saj s tem omogočamo dialog oziroma diskusijo o temi, ki človeka teži. Temeljni namen je torej kvalitetna informacija, kajti dobro vemo, da je odziv na neko krizno situacijo močno odvisen od dojemanja te krizne situacije in seveda od dojemanja je odvisen tudi odziv posameznika na vse ukrepe, ki krizni situaciji sledi. Ali bo ta odziv v pravo smer ali napačno. In temelj vsega je zaupanje oziroma kvalitetna informacija. Vendar pa se je tekom svojega delovanja spomladi ta klicni center gradil in oplajal in pravzaprav je zdaleč presegel svoje začetno poslanstvo, ni zgolj podal informacije, ampak je postal zelo proaktiven. Če informacije ni bilo, smo jo pridobili, če jo sploh ni bilo v Sloveniji, smo prosili ustrezne odločevalce, da naredijo ta odgovor, povezovali smo med seboj inštitucije, sprejemali smo pobude naših klicateljev in jih posredovali naprej odločevalcev, marsikatera je bila tudi sprejeta in udejanjena. Poleg tega smo državi služili kot nekakšen barometer dogajanja v samih temeljih med samim prebivalstvom in ne nazadnje, časi so bili težki tudi spomladi, pa ne tako kot zdaj. Tedaj smo nudili ramo, nekakšno zatočišče vsem prebivalkam in prebivalcem Slovenije, da so se lahko zatekli k nam s kakršnimikoli težavami in po posvet ali po pomoč. Ta klicni center je unikaten tako glede svoje sestave, kot tudi glede svoje operativnosti in načina delovanja. Namreč zelo posrečena je že izbira študentov medicine kot svetovalcev po telefonu, je pa čisto logična, kajti sovražnik v tej krizni situaciji pravzaprav prihaja iz medicinskega področja, je virus. Gre za študente višjih letnikov medicine, ki so že izkazali svoje znanje iz pomembnih predmetov, recimo infektologije z epidemiologijo, psihologije, psihiatrije in nekaterih drugih predmetov. Poleg tega pa so prišli intenzivno izobraževanje z področja koronavirusne okužbe, z področja komunikacije, z področja etike, pogovora po telefonu in tako dalje.
V analizi tega klicnega centra je zapisano, da nas je klicalo v spomladanskem času več kot 50.000 ljudi, vsak 40. prebivalec Slovenije, vsako 16. gospodinjstvo. Analiza je pokazala, da gre resnično za primer dobre prakse in zaradi tega je bil takle model klicnega centra poleti uvrščen v obnovljen državni načrt v primeru krizne situacije. In krizna situacija je prišla prejšnjega ponedeljka z razglasitvijo epidemije in s tem se je tudi tako vzpostavil klicni center. Ni več istih 66 študentov medicine iz spomladanskega obdobja, kajti mnogo njih je vmes že diplomiralo, postalo zdravnikov, mnogo njih že aktivno, požrtvovalno deluje na različnih deloviščih v zdravstvenem sistemu v tej kritični situaciji. Sedaj imamo 48 novih študentov medicine, ki smo jih tudi ustrezno izobrazili. V našem klicnem centru pa so svetovalci iz najrazličnejših področji, se pravi poleg nas infektologov, tudi predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za notranje zadeve, podporo nam nudi civilna zaščita, vse odlično harmonizirajo gospe iz Uradnega vlada za komuniciranje Republike Slovenije. Še vedno in neprestano imamo na voljo vse inštitucije oziroma odločevalce, ki nam lahko telefonično kadarkoli priskočijo na pomoč za ustreznimi odgovori. Namreč moj telefonski imenik spomladanskega časa je skoraj pregorel, toliko je tistih, ki nam takoj in z veseljem nudijo pomoč. Glede vsebine samih vprašanj se ta seveda tokrat nekoliko razlikuje od tiste spomladanske. Če smo spomladi predvsem odgovarjali na nekaj, kar je bilo neznanega in če je šlo spomladi v začetku predvsem za strah pred neznanim naših klicateljev in se je potem to prelevilo v vprašanja o ukrepih, ki so sledila, pa o sproščanju ukrepov. In še zadnji dan našega delovanja, 12. junija, smo imeli več kot 400 klicev, potem seveda so tokrat vprašanja drugačna. Medicina, veste, da je v 7 mesecih naredila ogromen napredek na področju nove koronavirusne okužbe, izkoristila je popolnoma vse potenciale, ki jih ima, tako da baza našega znanja glede medicine, glede zdravja v tem trenutku je zelo, zelo velika. Ne moramo reči več, vem, da nič ne vem, lahko rečemo, če parafraziram Sokrata, vem, da že zelo veliko vem, vsega pa seveda še vedno ne. Cepivo je pred vrati, o zdravljenju imamo dobre smernice, marsikaj novega se dogaja na področju poznavanja kužnosti okuženih in tako dalje. Torej, ta naš klicni center zdaj deluje vsak delovnik med 8. in 18. uro. Namreč začeli smo z 11 svetovalci prejšnji ponedeljek, imeli več kot 500 klicev, naslednji dan smo morali že obseg povečati, saj je bilo več kot 700 klicev, v sredo več kot 800, v četrtek več kot 900 in v petek smo dosegli absolutni rekord število klicev v letošnjem letu v klicni center, 1326, zato smo naše delovanje prestavili še tudi na soboto, ko smo prejeli nekaj več kot 600 klicev. Naj pravzaprav zaključim. Danes je pravzaprav čas, ko ne moremo biti več, da parafraziram, človek človeku virus. Danes je čas, ko moramo definitivno pokazati, da smo zmožni, da smo človek človeku človek. Kajti zdravje, ali pa če hočete življenje, je eno samo, privoščimo ga ne samo sebi, privoščimo ga tudi našim bližnjim. Klicni center je na voljo vsem, deluje za vas in z vami, ni nobenih napačnih ali pravih vprašanj. Obrnite se na nas z vprašanji, s tegobami, stiskami, dilemami, pobudami, karkoli. Vsako vprašanje šteje, vsakega vzamemo resno. Ni nekako odgovora, tega pa ne vem, tega v našem klicnem centru ne boste slišali. Torej, samo odločite se s svojo skrbjo in nas pokličite, mi smo vam na voljo. Hvala lepa. Hvala lepa profesorici za uvodno predstavitev. Zdaj ste na vrsti novinarji. Prvo vprašanje bo zastavila TV Slovenija. Jaz pa najavljam, da bom del razlage izvajanja ukrepa, o katerem smo govorili predtem, dopolnil po končanih odgovorih profesorice. Zdaj pa prosim, kot rečeno, najprej TV Slovenija.
Profesorica Matičič, ali nam lahko vi razložite strokovnega vidika, zakaj je potrebna omejitev na občine? Gre za ukrep, ki je zelo omejevalen, tudi psihološko vpliva na ljudi, lahko sproža nek odpor, če ni dobro utemeljen. Ali nam lahko vi torej z epidemiološkega vidika poveste, zakaj omejitev na regije ni dovoljšna in je bilo potrebno, zakaj je strokovna skupina svetovala vladi, da sprejme ta ukrep omejitve na občine? Najlepša hvala za to vprašanje. Žal pa moram povedati, da sama nisem epidemiologinja, sem infektologinja, se pravi operativka, in da je to tudi nisem del strokovne posvetovalne skupine pri Vladi Republike Slovenije, tako da pravzaprav konkretno na to vprašanje odgovorijo lahko res epidemiologi z Nacionalnega inštituta za javno zdravje oziroma odgovorni v svetovalni skupini. Hvala. Slovenska tiskovna agencija. Lepo pozdravljeni, dr. Matičič. Omenili ste, da so vprašanja v zadnjih dneh nekoliko drugačna kot tista v spomladanskem času. Pa me zanima, če lahko mogoče malce opišete, kakšna vprašanja se pojavljajo tokrat v vašem klicnem centru. Hvala res za tole vprašanje, ki je zelo zanimivo pravzaprav. Namreč vtis je, kot rečeno, medicina je ogromen napredek naredila v teh 7 mesecih in vtis je, da so se ljudje pozanimali o novostih na tem področju in da so se opremili z ustrednim znanjem z področja medicine. Še vedno imamo seveda vprašanja o zdravstvu oziroma o sami medicini, od simptomov in znakom bolezni, predvsem pa o trajanju kužnosti, o tem, kako epidemiološko postopati, če smo bili v stiku z nekom, ki je okužen, tudi seveda, kot sem rekla, neznačilni simptomi in znaki, ali lahko sodijo v to, ampak veliko več je pa resnično vprašanj, bi rekla, organizacijske narave oziroma takih, ki posegajo na področje ukrepov v zvezi z to epidemijo, tako da veliko je vprašanj o sami omejitvi gibanja, tako znotraj regij, kot tudi znotraj meja države. Potem je veliko vprašanj o omejitvah najrazličnejših storitev. Seveda so tu še vedno vprašanja iz šolstva, iz športa in tako dalje. Imamo pa tudi, če smem povedati hkrati, kar veliko pobud naših klicateljev, da so se že navadili, da mogoče pa lahko kaj zaleže, če pobude povedo nam, saj jih mi sigurno posredujemo ustreznim odločevalcem. Recimo pobuda, ali lahko sprehajam psa po 9. uri, če delam do 9. ure, in sicer ne morem tega prej storiti, ali pobuda, kaj pa letaki v nabiralnikih, kaj pa če ti prinašajo okužbo, ker jih je držal nekdo, ki je okužen, morda bi to omejili in tako dalje. Vse to smo že posredovali naprej odločevalcem. Vem sicer, če ste pravi naslov, ampak vendarle, imate mogoče podatek o starostni strukturi hospitaliziranih bolnikov s covidom po državi? Do 19. oktobra sem delovala na področju infektologije, moje temeljne bazične stroke, zdaj sem pa tukaj in teh podatkov ne sledim več. Torej, mislim, da bodo epidemiologi pravi naslov za to. Se opravičujem. Naslednje vprašanje zastavlja 24 ur. Ja, lep pozdrav, Tjaša Dobulin na tej strani. Gospa Matičič, kako vi vidite vlogo medijev? Me zanima vaš komentar in pravzaprav ocenjujete poročanje medijev v času epidemije. In sicer kot predstavnica stroke, pa tudi kot vodja klicnega centra, kamor se pravzaprav ljudje obračajo s povsem konkretnimi težavami, kot ste že povedali. In tudi mogoče zmedo zaradi hitro spreminjajočih se odlokov, pravil, ukrepov in tako dalje. Najlepša hvala in lepo pozdravljeni. Torej, to je res pomembno vprašanje in moje temeljno področje na infektologiji je pravzaprav so virusne okužbe, kot mogoče veste, hepatitisi, spolno prenosljive okužbe in tako dalje. Odkar delam na tem svojem ožjem infektološkem področju, vse skozi poudarjam izjemen pomen medijev. Kako naj ljudje pridejo do informacije, kako naj pridejo do ozaveščenosti, če jim to ne prinesejo mediji, bodisi v sliki, bodisi v pisni obliki in v papirju. Na vsak način pa menim, da v tej konkretni situaciji je vloga medijev še toliko bolj pomembna, zelo pomembna zaradi tega, ker lahko prinaša in mora prinašati pozitivne, pravilne informacije, kvalitetne informacije, torej vse to, kar delamo mi v klicnem centru in smo se
prepričali, da smo si pridobili zaupanje in upam, da sem tudi vas prepričala, saj več kot 50,000 klicev v 3 mesecih najbrž nekaj pomeni. Torej, kvalitetna informacija, preverjena, zanesljiva, objektivna, ažurirana, povedana na dopadljiv in razumljiv način, ga ni čez tako informacijo in taka informacija ne more drugega kot vzbuditi zaupanje, zaupanje pa lahko vpliva na ukrepanje oziroma odziv posameznikov. Tako da apeliram tudi tukaj in seveda na vse vas, držite se tega, brez vas seveda ne more ne stroka, ne vlada, ne nihče drug, govorim seveda zdaj kot vodja klicnega centra, zagotavljajte pa kvalitetne informacije, ki bodo sigurno naletele na plodna tla. Če samo malo bolj konkretno, se vam vseeno zdi, da to svojo nalogo, to svojo vlogo dobro opravljamo? Hvala. Veste kaj, težko rečem na splošno, kajti čisto vsega v medijih resnično ne morem spremljati, mnogo je pomanjkljivosti, ampak nekakšen splošni trend bi rekla, da verjetno je dober, ves balast, vse stvari, ki niso v tem kritičnem trenutku pomembno, pa se mi zdi bolje, da bi jih zadržali za kasneje ali kakorkoli in peljali v zgodbo vsi v eno smer. Torej, z vašo pomočjo si zelo želim, da bi nam uspelo, res smo v kritični situaciji, govorim z besedami infektologinje. Naslednje vprašanje ima kanal A. Pozdravljeni, gospa Matičič, Manca Turk na tej strani iz kanala A. Prej ste rekli, da so težki časi, da smo v kritični situaciji, imamo v bistvu dnevno več kot 1000 novih primerov okužb. In me zanima vaše mnenje kot nekoga iz stroke, kako vi ocenjujete vedenje, kar smo že prej v bistvu z gospodom Kacinom predebatirali, v bistvu vedenje tistih najvišjih predstavnikov države, torej 2 ministra, predstavnik NIJZ-ja oziroma direktor NIJZ-ja, ki se niso držali ukrepov oziroma priporočil. Kako to vpliva na državljane? No, kot že rečeno, moje ožje strokovno področje ne govori o epidemioloških razmerah, predvsem pa teh konkretnih primerov zdajle trenutno ne poznam. Tukaj na tej tiskovni konferenci od njih poslušam. Tako da tisti pravi naslov za razreševanje tega oziroma odgovor na to je sigurno Center za nalezljive bolezni CNB na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, ki vam lahko verjetno specificira vse podrobnosti glede tovrstnega vedenja. Vam pa seveda lahko pa zaupam nekaj, kar pa sodi v mojo stroko, in sicer, da se je s prejšnjim tednom spremenila doktrina trajanja izolacije tistih, ki pa so okuženi, bodisi da so brezsimptomni, bodisi da imajo bolezenske simptome, kajti znanost medicinska je že veliko novosti in znanja na tem področju pokazala, in o tem bomo ta teden sigurno še slišali, saj smo bili infektologi tisti, ki smo naredili interdisciplinarno, seveda je naša ekspertna skupina naredila nova priporočila, in ta bodo zagotovo tudi dobrodošla, saj nekoliko skrajšujejo to obdobje izolacije, vendar v primeru, da je nekdo dokazano pozitiven. Kako bolj konkretni mogoče? Ja, seveda, če gre za brezsimptomno okuženega, dokazano okuženega, potem traja seveda njegova karantena, bomo rekli, se pravi osama, 10 dni od pozitivnega testa. Če pa, to so čisto nova priporočila, ki smo jih pač neumorno delali, ekipa, ožja skupina infektologov jih je delala tudi interdisciplinarno prejšnji teden in so že sprejeta na nacionalni ravni. Če pa gre za bolnike, seveda, ki so bolni in imajo blažji ali zmerni potek bolezni in so v glavnem v domačem okolju, potem njihova kužnost oziroma trajanje izolacije traja 10 dni od začetka prvih bolezenskih simptomov in znakov, plus dejstvo, da morajo biti vsaj 48 ur brez višane telesne temperature oziroma vsaj 48 ur morajo izkazovati klinično izboljšanje svojih simptomov in znakov. Za seveda menjavanje med oddelki v bolnišnicah in tako dalje so pa še bolj natančna priporočila, pa mislim, da ta sodijo bolj v stroko. Hvala lepa.
Imamo še eno vprašanje TV Slovenija. Prosim. Še eno vprašanje. Ljudje so v teh časih zelo prestrašeni, strah jih je okužbe, strah jih je, kaj bo, če se bodo okužili. Ali nam lahko kaj poveste o tem, kako pomemben je zdrav, dober imunski sistem, zato da se nekdo ne okuži, da potem lažje preboli bolezen? Kaj svetujete ljudem morda glede gibanja na zraku, na splošno glede zdravega življenja? Kako pomembno je sonce, vitamin D, k čemu bi ljudi spodbudili, da zmanjšamo nekoliko ta strah in poskušamo nekako pozitivno vplivati na to, da bi bilo čim manj okužb. Najlepša hvala za to vprašanje, prav hvaležna sem vam. Zanj, saj po duši sem seveda zdravnik, klinik, ki neprestano tekom svoje toliko in toliko letne klinične prakse ljudem polagam na srce, kako naj zdravo živijo, da se ubranijo okužbam. Namreč izplen neke okužbe oziroma klinično zaznavanje in izkazovanje bolezenskih simptomov in znakov je definitivno igra med virusom, se pravi med sovražnikom, ki nas napada, in med našim lastnim telesnim imunskim odzivom. In seveda danes poznamo vrsto dejavnikov, ki vplivajo na težek potek. Ne moramo govoriti, kaj konkretno vpliva na to, da se bomo okužili ali ne, če govorimo o našem osebnem organizmu in osebnem statusu imunskega sistema. Vemo pa, kaj vpliva na to, da pravzaprav pride do težke oblike bolezni, katere se vsi bojimo, saj nihče ne želi pristati na umetni ventilaciji ali še kako. Če dovolite, vam bom povedala, kaj so že ti znani dejavniki tveganja. Predvsem je starost. Vsi starejši od 65 let imajo seveda veliko tveganje za težji potek okužbe, ki lahko pristane na umetni ventilaciji. Potem je to spol. Dokazano je, da so moški bolj podvrženi težkemu poteku bolezni kot ženske. Potem so to številne pridružene bolezni, kronične bolezni, srčne, ledvične, pljučne kronične bolezni, potem o rakavih boleznih oziroma bolezni z oslabljenim imunskim sistemom se še nekako odloča, katere ja, katere ne, pa kronične jetrne bolezni, naprimer bolniki s cirozo sigurno imajo veliko večje tveganje za težek potek kot ne. Potem so tukaj tako imenovani dejavniki iz okolja in sicer sem sodijo alkohol in cigarete. V začetku je bilo precej dilem o tem, ali kajenje lahko vpliva na težji potek ali ne. Metaanaliza, to pravi zbir vseh raziskav, ki je bila objavljena v avgustu mesecu, je pokazala, da pravzaprav kajenje lahko vpliva na hujši, težji potek bolezni COVID-19. Prav tako pri bolnikih, ki imajo že okvarjena jetra, alkohol je neodvisen dejavnik tveganja, ki lahko vpliva na slab izplen bolezni in njegov težek potek. Tukaj je seveda še genetika. Najbrž ste že slišali, ker je bilo medijsko precej odzivno, da gen za določene krvne skupine A, B in nič, da ima lahko nekakšen vpliv. Nekatere študije so pokazale, da je krvna skupina nič nekako deluje bolj zaščitniško pred težkim potekom, krvna skupina A pa nekako omogoča, olajša nekoliko težji potek. Do končnega kliničnega pomena tega zaenkrat še ne poznamo. Potem je tu nek kromosom 3, ki tudi lahko vpliva na to, se pravi, še vrsto stvari, ampak nekaj pa definitivno to poznamo. Če pa odmislimo zdaj, kaj poznamo, pa na vsak način veljajo splošna priporočila za krepitev imunskega sistema, to, kar ste želeli slišati, se pravi zdrava, uravnotežena prehrana, potem seveda izogibanju stresu, predvsem najbolj se bomo izogibali stresu, če bomo upoštevali navodila, ki nam jih daje stroka. S tem bomo vedeli, da smo na pravi poti, upam, da zdaj le zaupamo temu in dejansko razna najrazličnejša dopolnila, seveda pa lahko tudi pomagajo pri tem od C vitamina, D vitamina in tako dalje. In pa seveda dovolj tekočine v zimskem času, kar pozabimo na tekočino in na pitje, saj nekako nismo žejni, ker ni vroče. Na vsak način vsaj 1,5 litra tekočine, seveda, če vam to ne prepoveduje vaše temeljno zdravstveno stanje. Nimamo več vprašanj. Lahko samo še mogoče glede sonca, glede vitamina D, tudi bolnikom, ki prebolevajo COVID, so ponekod dajali dodatne količine. Kakšen je vpliv tega
kaj trenutno že ve medicina. Hvala za to konkretno vprašanje. Vitamin D je sigurno pomemben soudeleženec pri številnih pomembnih procesih v našem telesu, ne zgolj samo, da preprečuje osteoporozo in nekatere druge procese v našem telesu, tako da seveda zadostna količina D vitamina, kar opozarjajo tudi naši strokovnjaki endokrinologi, je sigurno zelo, zelo pomembna pri celotnem imunskem odzivu proti kakršnimkoli okužbam, proti virusnim, proti covidu, seveda tukaj, tako da si velja pogledati priporočila o tem vitaminu in seveda ustrezno kot dopolnilo tudi to upoštevati. Potem hvala predstavnikom vseh medijev za vsa zastavljena vprašanja. Profesorici dr. Matičičevi hvala za vsa pojasnila in tudi vse odgovore. Jaz pa imam še dopolnilo mojim prejšnjim izvajanjem. Torej, najprej, medtem je dokazano, da minister Hojs ni pozitiven in se bo še danes vrnil nazaj. Jaz sem skočil namesto njega v to tiskovno konferenco in zato se mi je zgodila tudi napaka. Namreč imamo obrazec, kaj naj pravzaprav vsebuje to potrdilo, in sicer je to na prvem mestu ime in priimek, naslov bivališča, naslov oziroma kraj cilja potovanja, četrtič je to navedba razloga, ki opravičuje gibanje in zadrževanje iz prvega odstavka tega člena. Na petem mestu je to navedba morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom tega člena gibljejo in zadržujejo s to osebo. Šestič je navedba, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom tega člena gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev, se pravi izolacija ali karantena. Da ne bi slučajno kdo od teh ljudi, ki so še večja grožnja za druge, potoval med občinami oziroma izven svoje občine. Sedmič je navedba, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh. In osmič, navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval. S temi 8 točkami imamo izjavo, ki se jo potem lastnoročno podpisano kot dokazilo pokaže inšpektorju zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije ali pa policistu. Ta obrazec je sestavni del odloka, ga bo pa Ministrstvo za notranje zadeve danes, če ga že ni zdaj med tole tiskovno konferenco, objavilo na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve, da ljudem ne bo treba prebirati celotnega odloka in iskati ta formular oziroma ta obrazec v odloku. Jaz se opravičujem za to mojo napako, ampak še enkrat priznam, skočil sem na mesto ministra Hojsa, ki bo lahko v nadaljevanju podrobneje, on in njegova ekipa, predstavljal vse posledice in način izvedbe tega odloka. Je morda še kako vprašanje? Mislim, da ne, ali pač? Ne, ni. Potem s tem zaključujemo današnjo novinarsko konferenco. Hvala vsem medijem za sodelovanje in seveda hvala tudi za vso oporo in pomoč. V zadnjih dneh smo v elektronskih medijih videli veliko prispevkov, ki govorijo o tem, kaj so pretrpeli bolniki s covidom, njihove družine, prispevek k ozaveščanju ljudi, ki ga izvajajo mediji, je v tem trenutku res nenadomestljiv. Zato vsem hvala lepa in nasvidenje.